Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Ima 9 rodov: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, jedrsko, radiološko, kemično, biološko obrambo in zveze. Vojaško obrambo slovenskega ozemlja, zračnega prostora in morja izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom NATO. Slovenska vojska ima v stalni sestavi 6630 pripadnikov. V pogodbeni rezervi je 830 pripadnikov, skupaj torej 7433. Slovenska vojaška tradicija sega vse do Karantanije, prve slovenske države, ki je nastala v 7. stoletju. V ljudskem izročilu se je posebej ohranil spomin na boje s Turki, ki so se vrstili do konca 14. stoletja do velike zmage nad Turki pri Sisku leta 1593. V vojski Avstro-Ogrske monarhije so bili slovenski polki in vojaki cenjeni in znani kot zelo dobri. Iz njih je leta 1918 nastala prva slovenska vojska v sodobni zgodovini Slovencev. Štela je približno 12.000 mož in je pod vodstvom generala Rudolfa Maistra v bojih za severno mejo ohranila Maribor z zaledjem ter vzhodno Koroško. Slovenska vojska je bila leta 1919 razpuščena in jo je z ustanovitvijo Kraljevine Jugoslavije nadomestila Jugoslovanska vojska. V letih okupacije od 1941 do 1945 je nastala skoraj povsem samostojna slovenska partizanska vojska. Avgusta 1944 je imela 21.700 pripadnikov in je bila organizirana v 2 korpusih ter eni operativni coni. Slovenska partizanska vojska je skupaj z Jugoslovansko partizansko vojsko leta 1945 osvobodila Slovenijo. Po koncu vojne so bili slovenski vojaki vse obdobje Socialistične federativne republike Jugoslavije vpoklicani v Jugoslovansko ljudsko armado. Leta 1993 se je teritorialna obramba preoblikovala v Slovensko vojsko. Leta 2003 je bil ukinjen naborniški sistem in ustanovljena profesionalna vojska. Velika prelomnica je bil leta 2004 tudi vstop Slovenije v NATO in Evropsko unijo. Slovenska vojska je od ustanovitve do danes sodelovala na številnih kriznih žariščih po svetu. V Albaniji, na Cipru, Bosni in Hercegovini, Libanonu, na Kosovu, v Čadu in Afganistanu. Doma pa posreduje tudi v naravnih in drugih nesrečah. Lahko se znajdemo tudi v zelo težkih pogojih, Lahko govorimo tudi o nekem teatru v Afganistanu, kjer vplivi, ki delujejo na delovanje na tem območju, lahko deluje zelo negativno, tudi psihološko, in potem spodbuda, pohvala v teh ključnih zadevah lahko pozitivno vpliva na nadaljnje delo. Kot pripadnik Slovenske vojske sem poveljeval 13. kontingentu Slovenske vojske v Afganistanu. Kontingent je bil opravljal naloge v regionalnem poveljstvu Zahod v provinci Herat. Operacija je bila namenjena podpori afganistanskim oblasti, da vzpostavijo stabilno valno okolje. Seveda pa smo v te priložnosti naleteli dostikrat tudi na civilno prebivalstvo in smo mu tudi pomagali. Predvsem smo tukaj bili prijazni do otrok, kjer smo jim večkrat delili kakšne priboljške, šolske potrebščine in pa
tudi nekaj par otrok, ki so se potolkali na cesti, smo jih povili in zanje poskrbeli. Glavna naloga Slovenske vojske je zagotavljanje obrambe domovine Slovenije. Poleg tega pa v primerih naravnih in drugih nesreč posredujemo in pomagamo ljudstvu. Primer so bili Železniki, kjer smo za celim bataljonom 132. gorskega bataljona takrat sodelovali pri odpravi teh posledic. Zraven so bili udeleženi tudi druge enote Slovenske vojske. Smo pa tudi namenjeni in usposobljeni za delovanje na oko, se pravi območjih kriznega odzivanja. Naša tokratna oddaja o Slovenski vojski je pri kraju. Vabimo vas k ogledu prihodnje oddaje, v kateri vam bomo predstavili pehoto oziroma 132. brigado gorskega bataljona. Do takrat pa lep pozdrav!